to, da je Twitter orožje in ne posel, v informacijski vojni ni nič tako, kot se zdi. Bojno polje pa je ne samo vaš, ampak naš um. To se pravi, to gre za novo generacijo vojskovanja, ne gre več za uničevanje teles, uničevanje objektov, uničevanje okolice in mest in tako naprej, tako kot je bilo včasih, ampak gre za nadvlado uma, telesa, duha in duše. In tukaj se danes priča, kako se to počne. Ok, če se strinjate, bom jaz zdajle sebe izključil, skušal bom pa kar se da jasno, nedvoumno to temo podati in povedati, pa seveda slikovno prikazati. Moram reči, da sem kar precej časa porabil, da sem to sestavil. Mi bo morda nekdo potrdil, jaz bom zdaj tole zašeral, tole našo stran. Zanima me, ali se vidi zdaj, udeleženci Sotopovska hrana se vidi. Hvala za feedback, vidim, ja. Vidite. Hvala, evo, tako to rabim. Twitter je orožje in ni posel. Udeleženci Sotopovska hrana, sem dal naslov, bom rekel, tega predavanja, oziroma bolj prezentacije, ampak tudi ni taka prezentacija, pač pa to so, dragi moji, dejstva, ki so berljiva, ko človek v času potegne in sintetizira določene dogodke. Neverjetno je, kako se vidi, kako ti ljudje premišljeno delajo in da dejansko imajo dovolj denarja, da cele dneve lahko razmišljajo, oprostite izrazu, kako nas bodo nategnili. Še enkrat povem, Twitter je orožje in ne posel. V informacijski vojni ni nič tako, kot se zdi, bojno polje pa je naš Kibernetska vojna, to gre za nove meje v zunanji politiki. V informacijski vojni navadni ljudje pa niso le žrtve, ampak predvsem orožje. No, če gremo na ta naš naslednji slajd, tukaj vam bi rad prebral eno novico, ki je datirana z 29. oktobrom 2016. Ko bom rekel prejšnji teden, je to bilo 29. oktober 2016. Prejšnji teden je na milijone Američanov preživelo ure in ure brez svojih priljubljenih spletnih strani, potem ko je serija kibernetskih napadov prizadela ključno infrastrukturo. Obstaja neko ugledno podjetje DIN za upravljanje internetne učinkovitosti in je prizadel val porazdeljenih napadov, zavrnitve storitve, zaradi katerih so bili Twitter, Netflix, PayPal in druga večja spletna mesta povsem nedostopna. Ko rečem zavrnitev, to pomeni, da IP ni bil prepoznan, se ne morete zmeniti računalniki in taka zavrnitev pomeni, da nimamo dostopa do interneta. Se pravi, čeprav, glejte, je relativno neznana kibernetska hekerska skupina imenovana The New World Hackers prevzela odgovornost v tistem času, FBI in Ministrstvo za domovinsko varnost nista preverila teh trditev v svojih poznejših preiskavah. Ne glede na to, kdo je odgovoren v tistem času za ta incident, pa vse to sovpada z globalno razpravo o nevarnostih kibernetske vojne. Tako da boste vedeli, kam nazaj, bomo se potem vrnili še malo nazaj, kam se to seže. Po tem dogodku pa seveda Amerikanci vedno najdejo svojega uradnega krivca, so pa zato obtožili Kremelj, da je organiziral uhajanje informacij iz nacionalnega demokratičnega srečanja lansko poletje, ko so nekako odnosi med Rusijo in Ameriko postali vse bolj kritični vprašanji in takrat, če se spomnite, so bile tudi predsedniške volitve in tako naprej. V tistem času je bil podpredsednik Joe Biden bolj ali manj tako močen, da je tudi napovedal kibernetsko vojno ruski vladi. Med intervjujem s Chuckom Toddom iz NBC-ja je Biden pojasnil, kako Bela hiša dela na kibernetskem maščevanju proti Kremlju.
zaradi njegovega domnevnega vmešavanja v ameriške volilne zadeve. Pač obtožba. No, čeprav kibernetska vojna, ki jo izvaja država, ni nujno nov koncept, Američani niso navajeni, da njihovi voditelji o tem odkrito govorijo, tako kot je Biden. Pa morda smo pravkar opisali digitalni incident, če bi ga lahko primerjali s Pearl Harborjem, ali še huje digitalni incident v Tokinškem zalivu. A ne? Za podobno zadevo gre. Podobno kot klor in strojnice iz Prve svetovne vojne imajo naše vlade na voljo novo generacijo orožja. Svet še nikoli ni videl kibernetske vojne. Ne vem, če si to lahko predstavljate, da kibernetska vojna, ki je še nikoli nihče ni videl, in kako se zdaj si predstavljati sploh to posledice digitalnega izčrpavanja in teh učinkov na naš resnični svet. Kako lahko sploh digitalna vojna vpliva na naš resnični svet? In temu bomo danes priča. Zakaj? Zato, da boste imeli občutek, ko se usedete za računalnik, kaj pomeni že samo za vas, če nimate dostopa pač do raznih spletnih strani, kaj pa šele za večje sisteme. No, za razliko od konvencionalnega vojskovanja, ko smo ga prej omenili, a veste, v teh kibernetskih vojnah morate pa nekaj pozabiti, zato se nam to zdaj tako čudno zdelo med korono. Pri tem računalniškem vojskovanju ne velja ne Ženevska konvencija, nobeni drugi zakoni, nič ne velja. Se veste, da vas povsod se blokira, čekira. Nobena Ženevska konvencija ne opredeljuje moralnih standardov za kibernetske napade na nacionalne države. Internet gre po vsem svetu, to je zadeva, ki je skrita, se vije med žicami in tam pač ustave, zakoni, mednarodne pogodbe in vse te stvari prenehajo veljati, zato ker jih med elektroni ni. Najpomembneje pa je, da je težko razvozlati pravzaprav točko, v kateri kibernetski napad upravičuje neposreden vojaški odgovor. Se pravi, če se dva stepeta, se postavita nasprot, en pač zmaga. Naj si bosta to dve vojski, dve državi, dva človeka, pač v fizični tej obliki, medtem ko pa v kibernetskem prostoru so zadeve precej bolj zapletene. Med kampanjo, avgusta 2016 je demokratska kandidatka takrat Hillary Clinton obljubila, da se bo njena administracija na ruski kibernetski napad, ki so pač Ruse obtoževali, odzvala z vsemi vejami oblasti. In kaj je rekla? Pripravljeni bomo na resne politične, gospodarske in vojaške odzive in vlagali bomo v zaščito naših vladnih omrežij in naše nacionalne infrastrukture. Želim, da vodimo svet pri postavljanju pravil kibernetskega prostora. Se pravi, so Amerikanci tisti, ki dejansko nam postavljajo pravila kibernetskega prostora. Seveda, se so vsaj največja podjetja gor in kakor se spomnijo, tako pač naredijo. Kaj pa si jaz moram, če mi Gmail zaprejo, vse so mi ga zastonj dali, ali pa Facebook, vse so mi ga zastonj dali, ampak oni že vejo, zakaj. Čeprav so vse te njene metode vprašljive, pa poudarja, da priznava, da pravila kibernetskega prostora nikakor niso dovolj jasna. Tudi jaz dvomim, da ona sploh razume teh stvari. Morda z nekega vidika do neke meje, ampak nihče vsega ne ve, ne? V informacijski dobi imajo vsi vidiki civilizacije skupno povezavo z digitalnim svetom. Zaradi velikega števila ciljev so kibernetski napadi nejasen koncept, ki ima lahko različne oblike, odvisno pač od cilja napada. V redu, to je, glejte, World Hackers Group, ki je izvedel to kao napad, to so bili kot eni študenti in potem so Ruse za to okrivili in tako naprej. Pomemben primer te dvoumnosti v tistem času pa je bil tudi tako imenovani zloglasni virus Stuxnet. Ja, to je domnevno skupna ameriško-izraelska operacija, kjer so naredili zelo namerno programsko opremo. Ta virus je bil zasnovan za infiltracijo v računalniške sisteme. Predstavljajte si, a ne,
da nekdo pride v vaš dom, pa ga niti ne vidite, niti ne veste, on pa tam vas gleda, se vidi, vi pa ne veste, da je tam. In tak virus nadzoruje industrijske stroje, sisteme, skratka vse, kar se dogaja, gre vse prek interneta. Tudi v tistem času že. Skratka, ta zlonamerna programska oprema je iskala in izkoriščala napake v programiranju in ko je to našla, je povzročila tako imenovano mehansko okvaro. Stroj se je pokvaril, konec zgodbe, nisi mogel več delati. V obsežni operaciji se je ta Stuxnet infiltriral številne iranske jedrske objekte, da bi prekinil jedrski program Teherana. Spravi, jaz se prav spomnim, ko sem gledal na enem videoposnetku, je pokazal, kako se je začela ta jedrska elektrarna njihova, kaj se je začelo noter dogajati, tisti stroji so se začeli tresti, ene aparature so delale, druge povsem nehale, tako da takrat se ni vedelo niti, kaj se bo zgodilo. Ta virus, ta operacija, če lahko rečemo, ni povzročila taljenja reaktorja, je koncept računalniškega virusa, ki manipulira z občutljivo infrastrukturo v jedrskem objektu, grozljiv. Predstavljajte si, da neki poč in da jedrsko elektrarno, vsi poznamo posledice še iz Rusije, Černobil in tako naprej. Jaz spomnim, sem bil še študent, kakšne občutke sem imel in ta prah je nosilo po celem svetu. Včasih pozabimo, da je naše življenje, vse naše življenje zgrajeno okoli programiranja. Električna omrežja, ki zagotavljajo našo elektriko, so odvisna od programiranih strojev. Naši bančni računi so polni digitalnih predstavitev našega bogatstva. Zdaj eni imajo tam številke, eni sanjajo o številkah, drugi mislijo, da jih bodo dobili, pa izgubijo še tiste številke, ki jih imajo, ampak toliko, da boste vedeli, kam pravzaprav zadeva pelje. To so tudi občutljivi podatki v računalniku, kot so številke kreditnih kartic, to so fotografije potnih listov, se pogosto prenašajo po internetu. Glejte, to je doba neomejenega kibernetskega bojevanja in vsi ti elementi so lahko pravzaprav izredno nepoštena igra, s katero se lahko manipulira. In to je tako, preden torej naši voditelji začnejo brezbrižno groziti, bi bilo dobro določiti nekaj osnovnih pravil. Zapleten in neraziskan koncept kibernetske vojne pušča širok spekter možnosti in resnosti. V daljšem obdobju si je treba mednarodno prizadevati za prepoznavanje teh možnosti in oblikovanje protokola za sprejemljive odzive. No in tak odziv sprejemljiv je, da imate vi vaše podatke na USB ključku, jih imate v žepu, ko to rabite, prenesete recimo, ne vem, na urad ali pa fizično, to je še najboljša zaščita, pa še takrat se ne ve, kje potem te informacije lahko pristanejo. Ampak glejte, v informacijski dobi je na kocki veliko več, kot pa samo en dan brez Netflixovega filmskega večera. Toliko samo za slikovito predstavo. Ok, gremo naprej. Jaz se veliko pogovarjam z ljudmi in vedno znova sem presenečen nad naivnostjo mnogih mojih prijateljev, kolegov, včasih celo nad nekaterimi člani društva, glede medijskega poročanja, medijskih praks, glede te informacijske vojne. Z vami želim zato podeliti vsaj 3 Twitter primere za ponazoritev, ki jih vidite zdaj na zaslonu. Vsaj 3, jih je pa neskončno, mislim neskončno, se jih ne da prešteti, ampak te 3 vidite, da je dejstvo je, da so permanent suspension of accounts in tako naprej. Zato bi, če se odločite za sodelovanje v Twitterju, danes govorimo strogo o Twitterju, veljajo pa te stvari seveda malo na drugih področjih, tudi za ostala omrežja, ki imajo pa drugo karakterno lastnost. Predlagal, da prenehamo napajati ta cyber warfare oziroma kibernetsko vojno. Glavni napotek danes, ki ga bomo skušali utemeljiti in najti pot in to tudi dokazati, je, da je treba, vsak od nas, ki nas zdaj posluša,
ali nas bo poslušal na YouTubeu ali kjerkoli drugje, da svoj Twitter račun uniči tako, da se nemudoma izpiše, pozabi ta Twitter račun, še najbolje pa, da celo aplikacijo ali iz telefona, iz računalnika nemudoma izbrišeš. Prav nič ne boš izgubil, ker to ni biznis, ampak tam noter si kanon futer po domačem povedano. Evo, to so zdaj account restricted, kakor sem že prej rekel. Glejte, sem že prej imenoval podobno kot klorin avtomatske puške iz Prve svetovne vojne, imajo naše vlade, glejte, na voljo novo generacijo orožja. Svet še nikoli prej ni videl našega planeta, ki bi ga zajela kibernetska vojna. Zdaj si ne znamo tega predstavljati. Nihče od nas si tega ni znal predstavljati, niti še ni doživel. Zdaj o tem govorimo, ker se dogaja na različnih koncih sveta. Dobimo opise, si lahko samo predstavljamo, ampak ko človek enkrat to doživi, potem svet zares doživi povsem drugače. Ker gre za izčrpavanja in resnične učinke na ves svet, za razliko od normalnega, nam poznanega, konvencionalnega vojskovanja, ni v kibernetski vojni, smo že prej rekli, Ženevske konvencije, da bi opredeljevala moralne standarde za napade na nacionalne države. Najpomembnejše pa je, kot smo že rekli, razvozlati točko za ta napad. Ljudje mislijo o meni, konkretno, da se pač ne razumem najbolj na to, ali pa da se razumem zgolj na eno stvar, ker sem pač 27 let v eni pisarni, od zunaj imam en napis, ekspres izdelava vizitk, recimo, a ne, in da se pač samo na to spoznam in nič drugega. In tudi, če greste po mestu, a ne, pridete k čevljarju, mislite, da ti čevljar samo zna čevlje delati. Ali pa da zna branjevka na tržnici samo krompir prodajati ali pa jabolko. A ne, življenje je precej bolj bogato. A ne. Žal pa je, da nekaj moramo konkretno delati zgolj za preživetje. To pa še ne pomeni, da človek ve manj ali več. A zakaj le? Se sprašujem, morda imajo ti moji prijatelji težave z razumevanjem tega, kdo sem, kaj sem, s čim se ukvarjam. Dejstvo je, da so moje izkušnje precej širše od tega, kar si o meni mislijo. Ma za Boga, jaz sem duhovnik, večkratni prvak v izvajanju iluzij in magije in niti najmanj ni zanemarljivo, da sem tudi programer in uporabljam računalnik od leta 1986. Računalnik z internetom sicer ni moj oltar, niti ni samo iluzija na zaslonu, je pa nekaj, kar razumem, kako funkcionira. Ne? Dolga leta je bila ena od mojih večjih strank podjetje Misteriji. Z teh stvari sem misterioznih tudi diplomiral na teologiji in danes poznano in sodeluje to podjetje, glejte, to se pravi, jaz sem jim dal neke smernice, kako naj naredijo splet, kako naj se širijo, danes sodelujejo z Amazonom, z web servisi, z Microsoftom, Snowflake in tako naprej. Dobro, pustimo to ob strani. Kljub vsemu pa bi želel, da si pogledamo eno študijo o tem, kako podjetje Data Element podpira zdravstveno industrijo in zatem drugo študijo farmacevtske industrije. Menim, da imam zadovoljiv pogled v trenutno kibernetsko stanje, ki sicer po vedenju daleč presega konkretni primer, ki ga bom navedel. Ok, gremo pogledat. Konkreten primer je to. Verjetno boste danes to prvič slišali in to želim, da si zapomnite, ker ključ, kako funkcionira to orožje, se bo zdaj nekako začel razkrivati. Glejte, ljudem in osebam, ki niso najbolje seznanjeni z novimi tehnologijami, je morda težko razumeti bojno polje in širino kibernetske vojne. Pa poglejmo preprost primer flash mobs. Ste slišali kdaj za flash mobs? Flash je flash, hitro, mobs pa gre za mobilizacijo, hitra mobilizacija, če bi nekako to prevedel, a ne, v Wikipediji. Glejte, gre za skupino ljudi, ki se nenadoma zbere na javnem mestu, kratek čas nastopa, lahko počne kaj drugega, razen nastopa, na to pa se hitro razide, pogosto za namene zabave, satire, umetniškega izražanja ali pa iz drugih namenov. Flash mob se lahko organizira preko telekomunikacij, družbenih, družabnih medijev ali pa
virusne elektronske pošte. Tako da ta globalna elektronska pošta ali pa zdaj, ki so Twitter in druge stvari, pa to postane zelo zanimivo bojno polje. Izkoriščanje družbenih medijev in elektronske pošte za zbiranje in usmerjanje skupine ali mafije je postalo izjemno prefinjeno. Vendar bom začel z enostavnim primerom iz Amerike. To se pravi, gospa Karolina Galvin se imenuje in dela med drugim za dr. Petra McCulgota, boste to ime še večkrat danes slišali, in je specialistka za surovo obliko vodenja flash mobov. Skozi mnoga leta je vsakomur, ki ga je srečala, vedno imela v torbici listek s QR kodo in je vsakemu, ki ga je srečala, dala to QR kodo. Ko so ljudje prišli domov, tisti, ki pač so to kodo aktivirali s QR readerjem in ugotovili, da se lahko vpišejo v podporo katerikoli skupini s posebnim poslanstvom, ki bi jih pač zanimala na tisti spletni strani, ki mi je QR koda odprla. In vse te spletne strani, vsa ta različna področja pa vodi gospa Karolina. In kaj se je zgodilo sčasoma z leti? Sčasoma je oblikovala vojsko kibernetskih bojevnikov. To se pravi, različne tematike, različne spletne strani, različni ljudje, ki so se vsak po svojem občutku, znanju, vedenju prijavljali na različne spletne strani in tako je nastalo, ne vem, 10-15 različnih skupin z določeno interesno skupino. In te kibernetske bojevnike je lahko uporabila s katerim koli sporočilom po svoji izbiri, da je s tem zagotovila podporo ali napade na katerokoli politično stranko, katerokoli skupino, na katerokoli podjetje ali pa morda celo na kakršnokoli družbeno omrežje medijev. Lahko so tudi cyber attack naredili, tisti, ki so znali. Kako pa to naredi? Ona je preprosto si izbrala določeno skupino ali pa več njih, če je bilo zadeva kombinirana, je poslala sporočilo, preko katerega potem množično delujejo v tem, kar je videti povsem neorganizirana, nepripravljena, povsem spontana vstaja na različnih koncih države. Ker to so ljudje, ki so pač z različnih koncev države ali pa morda celo različnih držav. No, to je nekako podobno, ne vem, če ste slišali za bote. Veste, kaj je bot? Farma botov. Danes to bolj poznamo kot, ne vem, tam so najprej naredili neko, da se spomnim davčno svetovalko, si šel na davčni urad, na slovenski davčni urad in tam te je teta Vida ti je odgovarjala na vprašanja ali pa na poštni server ali pa na Telekomov in tam te en pajac počaka, in ti odgovori na vprašanja. Temu se reče bot, ki jih mnogi od danes poznamo že na nek način, po malem, ampak ta metoda je pravzaprav groba. Groba lahko bi bila učinkovitejša pri prodiranju na širok nabor prizorišč družbenih medijev, saj so transakcije videti bolj pristne. Ampak dobro, za tiste, ki ne veste, povejmo, kaj so boti in kako delujejo. Boti najbolj zanimajo spletne trgovce in medije. Normalno, vse biznis. Recimo, prvi so imeli bote Wall Street, žurnal CNN in spletni trgovec z oblikami Spring, pa tudi ponudnik hitre prehrane, recimo Burger King in drugi, da ne naštevamo vse pri nas, Telekom, davčna, letalski prevozniki in druga podjetja. No, če pa, in verjetno tudi vsi nekako uporabljamo Messenger, vse tisti, ki smo pripeti na Facebook, zadeva potem deluje tako, da najprej vzpostavimo stik s profilom podjetja, se pravi vsak posameznik vzpostavi stik s profilom podjetja ali z organizacijo in tisti bot, mali robotek, tisti pajac, prijazen, ki se smeje, vpraša, kako vam lahko pomagam, kako vam danes lahko pomagam. In uporabnik na to sporočili postavlja vprašanja in zahteve, se pravi tam natipkaš, kaj rabiš, pa ti on pove,
To vem, tega ne vem, ali pa ti da kakšen drug nasvet, ki je pač s tem programiran. Bot je lahko vezan tudi na medijsko hišo za časopise in nam lahko, seveda, če nas to zanima, predstavi najnovejše novice ali vremensko napoved. Banka bo svojim strankam omogočila pregled nad stanjem na računu in določene aktivnosti pri upravljanju računa, tako da boste imeli predstavo, kaj je to bot. Eno od možnosti interakcije s tovrstno umetno inteligenco ponuja tudi ameriško podjetje, ki po vsem svetu pošilja na primer rože. Jaz sem se prav začudil, ker sem pred časom to bral, ampak očitno funkcionira. Po celem svetu pošiljajo rože. So tako povezani, da ko ti tam naročiš rože v matično podjetje, to matično podjetje je povezano po svetu z drugimi državami, z lokalnimi cvetličarnami in potem lokalna cvetličarna pač dostavi lokalna sveža dišečo rožo komorkoli, kadarkoli. Njihov bot nas vodi, usmerja, svetuje pri nakupu, v nasprotju s klasičnimi spletnimi nakupovanji, pa naj bi bili boti do uporabnika prijaznejši in hitrejši. Kaj se pravi, to je zanimivo, če jaz v Ameriko naročim rože, pa potem mi tukaj iz te cvetličarne, za katero niti ne vem, obstaja, prenese rože, so to zanimive informacije, kakorkoli človek obrača. Namreč, kje je zdaj največja pridobitev vsega tega, o čemer govorimo, prednost je v izjemno hitri komunikaciji, pa ne samo v hitri, ampak tudi v masovni komunikaciji. Vsak posameznik sicer komunicira s podjetjem, ampak podjetje lahko z enim klikom komunicira 100.000 ali pa z nekaj 100.000 ljudi hkrati. Čas za bote oziroma novo evolucijo uporabe pametnih naprav je pa seveda zdaj več kot primeren. Tale trg aplikacij na mobitelu, vse, ki imate recimo na Google Playu pa drugih teh spletnih trgovinah, je pravzaprav najbolj nasičen in je postal ta trg pravzaprav nedobičkonosen. Ostalo je samo 20 najuspešnejših razvijalcev aplikacij, na primer, ki pobere kar polovico vseh prihodkov. Medtem pa rešitve za hitro komuniciranje ta hip v tem času res raste in pridobiva največ uporabnikov. Naj vam samo ilustrativno povem, da več kot 2,5 milijardi ljudi po vsem svetu ima na svojih telefonih recimo nameščeno vsaj eno aplikacijo za izmenjavo sporočil. Predvidevajo pa, da bi v nekaj letih ta številka presegla 3,6 milijarde, kar pomeni skoraj polovico človeštva. Dajte si predstavljati, kaj to pomeni z enim klikom 3,6 milijarde ljudi obvestiti. No, ampak če gremo še malo naprej, današnji najstniki, ki se malo razlikujejo od nas, jaz to vidim, opazim, že zdaj porabi več časa, ti otroci naši porabijo veliko več časa za pošiljanje sporočil kot za brskanje po družbenih omrežjih ali pa po spletnih straneh. Povprečen uporabnik, recimo WhatsApp aplikacijo, denimo uporablja okoli 200 minut na teden. A si predstavljate, 200 minut na teden, kar sploh ni zanemarljivo. To so zdaj, samo slikovno sem vam predstavil, kakšno moč ima ta tehnologija, ki se je razvila vse do danes in v katero smer pravzaprav zdaj gre. Gremo naprej na naslednji slajd in ugotovimo, isti pristop je mogoče uporabiti za fizična zbiranja ljudi. Spontana vstaja v mislini imate na slajdu. Proteste ali spontane vstaje pa niso ravno spontane, čeprav ni nujno, da je to del poslovnega modela. Če se vrnemo na gospo Galvin, ki je tiste QR kode delila in je potem aktivirala ljudi, ali del modela naše državne uprave, pazite, državne uprave, ki lahko preko internih vladnih sporočil, veste, to so interno povezani, vsak na svojem nivoju, ravnatelji na svojem nivoju, direktorji na svojem, ministri na svojem, državna uprava glede na nivo, ki upravlja svoje delo na svojem nivoju, lahko v hipu mobilizira nekaj 100.000 državnih uslužbencev. A se vi spomnite tistega protesta
ki je bilo nekaj okrog 100.000 ljudi v času korone. A mislite, da je to človek, ki se hvali pa se slika tam, da je to on zorganiziral? Niti najmanj, to je vse državna uprava naredila takrat sama. Ne. To ne more, kaj bo on naredil 100.000 ljudi. Ne. Ampak dobro, naj se hvali. Oni morajo biti tiho, ker ne sme nihče povedati, kako to poteka, ker imajo službeno molčečnost. Žal pa morajo ti uslužbenci državni seveda brezkompromisno ubogati, kam in kdaj priti, kaj govoriti, koga voliti, kaj narediti z določenimi tipi ljudmi in mnogo drugega. Vsi vemo, kako to poteka. Včasih se najde kak žvižgač, pri nas imamo enega takega, ki pač mu bilo dovolj in je stvari povedal, če glih so ga potem vozili levo in desno. Hvala Bogu so se ljudi za njega zavzeli, tako da hvala Bogu je ostal živ, za razliko od drugih, ki ne upajo kaj reči in jih bolj čakajo tihe metode. Glejte, ta metoda komunikacije vključuje sezname stikov. Dajte se spomniti koronske aplikacije sledenje stikom, da boste videli, zakaj to počnejo, zakaj hočejo naše stike. Morda vam bo zdaj postalo jasno. Ne samo za nadzorovanje, za sledenje, ampak še za kaj drugega. In če pride še kdaj do tega, vas iskreno in srčno prosim, ognite se na daleč takih aplikacij, sledenje stikom ali pa kazanje s prstom na soseda in tako naprej. Tako da, gledajte, to je zdaj pogosto uporabljeno kot orožje. Ljudje so uporabljeni kot orožje ali pa za omogočanje fizičnih pojavov, a ne smo rekli flash mob, hitra mobilizacija. Naprimer, pošljete sporočilo na tisoče ali 100.000 sporočil, odvisno od velikosti vašega seznama, in se nenadoma zberejo vsi obveščeni na neki lokaciji. Oboroženi za določen namen ali oboroženi za določeno dejanje. Zanima me, če še spremljate, če ste še z menoj. Ste? Ok. Ker je zadeva postaja zanimiva. Ta pristop in vse njegove izpeljanke se obravnavajo kot grožnja in hkrati kot priložnost. Odvisno na kateri strani se nahajaš. Kot priložnost za vlade, kot priložnost za korporacije, kot priložnost za neprofitne zagovorniške skupine, politične stranke in tako dalje. Če si pa posameznik ali pa društvo, je pa že lahko kar grožnja za vse tiste na oni strani. Tako da so stvari postajajo zanimive. V nekem smislu vsi poznamo zelo preproste različice tega. Naprimer, če ste v zadnjem desetletju finančno prispevali za katerokoli politično kampanjo ali kakšni stranki nakazali donacijo, se verjetno zdaj znajdete v nacionalni zbirki podatkov političnih strank in ne glede na to, da niste član stranke, občasno prejmete neželeno besedilo ali je pošto, ki poziva k donacijam ali dejanjem. No, na tak podoben način ta sporočila tudi funkcionirajo. No, zdaj pa zares, kako je pa zdaj vse to povezano s Twitterjem? Nekako ste zdaj dobili neko sliko, v kak razvoj je to šlo, kako se je to razvijalo. Naj ponovim še enkrat naslov današnje tematike. Twitter je orožje, ni posel. V informacijski vojni nič ni tako, kot se zdi. Bojno polje pa je vaš naš moj in tvoj. Gremo torej na družabna omrežja. Ok. Gremo na družabna omrežja. Najprej pa seveda na Twitter. To, da je danes to predavanje nastalo, je krivo raziskovalno podjetje Edify. Edify je podjetje, ki je nedavno razkrilo rezultate raziskovalnega projekta, ki ga vodijo politične stranke in je namenjeno analizi odnosov med odvetniško pisarno, ki jo boste danes velikokrat še slišali, Wilson Sonsini, Godrich in Rosati. WSGR, kadar bom rekel WSGR, bom imel v mislih to odvetniško pisarno. Potem analizo odnosov med Twitterjem, podjetjem, med Bidenovo Belo hišo
med Obamovo Belo hišo, med Jamesom Bakerjem, med Aleksandrom McGillivrayjem, med Vijajo Gedl in med hčerko Antonija Faucija, ki sliši na ime Alison Fauci in je inženirka pri Twitterju. No, to je še nekako najbolj zanimiva zadeva. To je ta spletna stran, ki jo vidite. To je tako imenovana prva analiza. Datum je dovolj svež, ker to je raziskava, ki je trajala pri njih zelo dolgo časa in to sem jaz prvo in drugo to analizo mogel v enem tednu nekako prežvečiti, se pretolči skozi, razumeti, da sem to lahko vam pripravil. No, to je ta prva analiza, ki jo vidite, Edify, 16. septembra 2022. Drugo, ki jo boste videli nekoliko kasneje, pa 10. oktobra. Danes smo 15. oktober. A si predstavljate? Ok. 10. oktober 2022 je bila druga analiza, o kateri bomo tudi danes govorili. V bližnji prihodnosti pa se pričakuje vsaj še ena nadaljna analiza, ker še niso vsega odkrili. In ugotovitve jasno dokumentirajo globoko mrežo odnosov, ki povezuje to odvetniško pisarno Wilson, Sonnini, Goodrich in Rosati, Twitter, potem cenzuro, če se spomnite predsednika Trumpa, predsednika Baracka Obame v povezavi predsednika z Joe Bidenom in urada za politiko znanosti in tehnologijo ter podjetje Google. Vsi ti odnosi potekajo prek enega človeka, ki sliši na ime Alexander McGillivray. Upam, da sem prav izgovoril. Zdaj pa tako, vidite, tukaj so tele naveze, ki se zdaj začnejo. McGillivray trenutno služi v Bidenovi Beli hiši. Tako kot pri nas rečejo s kakšno kartico, je to OSTP, Urad za politiko znanosti in tehnologijo. In je tam, glejte, kot glavni namestnik ameriškega tehničnega direktorja, ki je glavni tehnološki direktor. In kar dokumentira ta raziskovalna skupina Edify, je splet odnosov med temi ljudmi, splet odnosov, ki vodijo cenzurne prakse ameriške vlade s pomočjo medmrežne tehnologije. No, tukaj Edify dokumentira splet odnosov, ki so usmerjali cenzurne prakse zavezništva vlade, tehnologije in družbenih medijev. In ko sem prebiral prvo od dveh analiz z naslovom Edify kritični nexus Twitter, Wilson, Sonnini, Goodrich, Rosati, potem McGillivray in Bela hiša, to je pa bilo že v drugem delu 16. septembra objavljeno, je moje zanimanje pravzaprav zbudila dokumentacija, ki je kazala na globoke povezave med, bodite pozorni, Twitterjem, Bidenom, Obamo, ter osrednjo vlogo Twitterja kot orodje za informacijsko in psihološko vojno. Ter osrednjo vlogo Twitterja kot orodja za informacijsko in psihološko vojno. Okay? Tukaj je na mestu več vročih vprašanj, ki si jih je zastavil Joe Rogan, s tem, ko je uporabil 3 besede. Psihoza oblikovanja množice. Ponavljam, psihoza oblikovanja množice. To je nova terminologija, on je to prvi izrekel in seveda je zadev žebljico na glavico. Ali v angleščini mass formation psychosis. S tem je sprožil, glejte, spletno, viralno in globalno reakcijo tehnoloških velikanov iz Silicijeve doline, ker je razkril njihov namen. Razkril je trik, razkril je čarovnijo, razkril je, kaj pravzaprav je namen družabnih medijev, predvsem Twitterja in pa tudi ostalih, vendar v nekoliko drugačni obliki. Pa bomo par besed tudi še o tem kasneje dorekli. Na podlagi preslikave odnosov so pri Edify potegnili naslednje zaključke. In ti zaključki so zelo zanimivi. Twitter je osrednje vozlišče in temelj razumevanja. Neločljiva vrednost Twitterja za elite, politični razred in zvezni aparat. V veliki meri
je njegovi zmožnosti, da sodeluje pri upravljanju Twitter in se ukvarja z upravljanjem zaznavanja v svojih zmožnostih vzpostavljanja in manipuliranja realnosti z aktivnim določanjem in oblikovanjem vsebine na svoji platformi. Dalje, potrošniki Twitterja lahko prejmejo filtrirano vsebino ali pa jim je preprečeno prejemanje, ogled ali možnost objave vsebine v celoti. Dejanska cenzura, dragi moji, poteka predvsem v smeri določanja in uveljavljanja standardov skupnosti, smernic in pravil za sodelovanje uporabnikov. Odvisno, kakšne prijatelje imate okrog, odvisno, kakšni mreži ste in odvisno zdaj od tega vas algoritem usmerja, vam pošilja sporočila ali pa vam jih blokira. In tega niti ne veste. To se vse dogaja v ozadju. Dokazi so tako transparentni in jasni, saj odločitve o tem potekajo po jasno prepoznavnih političnih linijah, ki spominjajo na dvotirno pravosodje. Ste slišali kdaj za dvotirno pravosodje? Niste? V redu. Vtipkajte v Google in si poglejte dvotirno pravosodje in se malo še o tej zadevi izobrazite. Določitev vsebine, ko govorimo o Twitterju, glede algoritemske manipulacije, je pa politično motivirana cenzura sporočil izven rezervacij ter politično nasprotovanje in so dokazani primeri, kako se Twitter ukvarja z upravljanjem posameznikovega zaznavanja ali pa se samo zdi, da to počne. Zdaj, težko je to z neko gotovostjo reči, ampak vse kaže na to, da se Twitter najbolj ukvarja z upravljanjem posameznikovega zaznavanja. Kaj misliš, kaj čutiš, kje se nahajaš, s kom se družiš. Skratka, vse te zaznave imajo algoritem, ko ti nekaj napišeš, ko objaviš eno sliko, vse to je označeno. Glejte, veliko ali preveč dokazanih, blokiranih in brisanih Twitter računov in domen dokazuje sodelovanje pri upravljanju, ki jih vsi zaznavamo in ki povrh vključuje še cenzuriranje, ampak cenzuriranje ne zgolj politično. Saj smo vendar zadnji 2 leti pa pol, 3, tudi v covidu, a ne? Tudi vsebine v zvezi s COVID-19 in ne pozabite na Hunterjevo zgodbo o najdenem prenosniku Bidenovega sina. Prenosnik se je našel, v medijih bum, čez 2 dni tišina. Naenkrat nič, nikjer več informacij. To, kar sem zdaj povedal, se je mogoče slišal malček preveč učeno, visoko. Bom ponovil v nekem smislu bolj po domače. Prvič, Twitter je prepoznaven kot vratar javnih informacij. Ne? Kot ko pridete v Špart, morate imeti QR kodo, pač vratar javnih informacij. Okay? Če nisi v standardu, te brišejo. Te ne ženejo iz trgovine, če se ne obnašaš in ne delaš po njihovem in tako naprej. Drugič, Twitter deluje v skladu s strogo politično agendo. Tretjič, usklajevanje agende Twitterja je videti v skladu z mislijo in politiko progresivnih liberalcev in demokratov. Četrtič, kolektivna dejanja Twitterja se tehnično dvignejo na raven kolaboracijskega sodelovanja pri upravljanju zaznavanja. Gremo naprej. Petič, udeležba Twitterja pri zaznavanju, upravljanju zaznavanja vključuje določanje vsebine, algoritemsko manipulacijo in očitno aktivno cenzuro proti sporočilom, ki vratarjem javnih informacij pač niso po volji. Pravna pisarna, o kateri smo prej govorili, WSGR, predstavlja Twitter v vseh svojih korporativnih razkritih, zaradi česar je ta pravna pisarna Wilson, Sonsini, Goodrich in Rosati sestavni del teh stvari, o katerih govorimo. Partner v 7. točki s pravno pisarno je Larry Sonsini, pa velja za tako imenovanega botra Silicijeve doline. Če nekomu rečeš, da je boter Silicijeve doline, potem je to naziv, ki nekaj šteje.
8. točka. Pravna pisarna WSGR je zaposlila Aleksandra McGillivreya, ki je postal učitelj arhitekt za cenzurne prakse, medtem ko je služil pred tem pri Obami, Bidenu in Bidenu v Beli hiši. No, še ena povezava. 9. točka. Pravna pisarna, o kateri govorimo, ima kritične vezi z dejansko neprijetnimi posamezniki in subjekti, kot so Arbutus, Moderna in cepiva mRNA v primerjavi z Arbutusovim patentom za ovojnico lipidnih nanodelcev. No, pa smo že pri projektu COVID. Ta ista pravna pisarna v točki 10 je vpletena v tekoče sodne postopke glede na prejšnjo točko, seveda, ker zdaj so tožbe in morajo ti odvetniki, ker zastopajo Twitter, biti posod zraven. 11. točka. Zavedajte se, to, kar zdaj govorimo, je šele začetek analize, ki vključuje naslednji biser. Pod točko 12. Alison Fauci, ki smo danes zanjo že slišali, je programska inženirka Twitterja, ki ima vsaj po nazivu tehnična znanja in dostope za delovanje, kot je pravkar opisano v točkah od 1 do 12. Tako da boste videli, kam in kako globoko vse to pelje. Poudarimo, da je Alison Fauci kot kanal ali posrednik za dr. Anthonyja Faucija in njegove direktorje pri National Institute of Allergy and Infectious Disease, pa seveda tudi višje. Da je Alison Fauci po nazivu tehnično sposobna pridobiti zasebne podatke uporabnikov Twitterja o določenih osebah, vključno s politično opozicijo prav iz Twitterja. In vsi tako pridobljeni podatki bi se lahko vrnili nazaj v ta kartel Obama, Biden in drugimi, ki so povezani, tako kot smo prej videli v mreži. Brez debate gre za nepotizem. Gre za dokaz izrazitega vzorca nepotizma, ki se prepleta skozi celotno zgodbo. In smo tam, kjer smo. Krog zaključen. Vsekakor pa bi morali mediji že v naslovnicah kričati z mastnimi napisi o tem novem primeru, ki je razkrit, o katerem ravno kar govorimo, ker očitno predstavlja moderni turbonepotizem in jasen, sicer prej zgoraj še nerazkrit konflikt interesov. Toda, naj vas potolažim, to je sicer zelo, zelo hudo, to se dogaja po vsem svetu, med vsemi politiki, med vsemi gospodarstveniki. To ni bil ključen del analize, ki me je spodbudil k današnji temi, pač pa naslednji citat. O barvnih revolucijah. Jaz se tudi z barvami veliko ukvarjam, pa sem pač bolj pozorno to prebral. In predvsem o trenutni glavni svetovalki Twitterja, se pravi, Twitter ima svetovalko, V.I. Gadeji iz drugega poročila, to je bilo to drugo poročilo, ki je bilo 9. oktobra 2022 objavljeno, Edify kritični Nexus, Wade Twitter in pravna pisarna WSGR, Biden in Durban. Naslednji citat se nanaša na zgodovinske dogodke, dragi moji, v zvezi z vstajo barvne revolucije, arabske pomladi, ki se je začela leta 2012. No, gledajte, takrat so se Egipčani, če gremo v leto 2012, in Tunizici dvignili in uprli s pomočjo tehnologije. Ne vem, ali ste leta 2012, ko so o tem poročali, o barvni revoluciji, o Egiptu, o Tuniziji, o teh uporih, ki naj bi bili sicer mirni, ker je šlo za barvno revolucijo, ni šlo za ubijanje, ni šlo, ampak to je bil namen tak, kot je bil. In so mediji to kar takrat poimenovali Twitter revolucija v svetu. 2012, tako pravi Gate. So podporo o tem pa pripisuje svojemu šefu pri Uniperju, ki je bil generalni svetovalec pri Mitchellu Gaynorju pri New York University, to je pravna šola School of Law. Kakšne so torej, dajmo se vprašati, kakšne so torej realne možnosti, da tedanji predsednik Obama
za to revolucijo ni naredil ničesar, za promocijo in za zagotovitev uspeha arabske pomladi, ki se je takrat začela. Kakšne so te možnosti? Ker če vzamemo, da je bil osnovni namen, prvi in pravi namen sprožiti to revolucijo zato, da bi stestirali uporabo platformo Twitterja, kako ljudi združevati in tako, se pravi, če so barvno revolucijo uporabili samo zato, da so Twitter sprobali, pol jasno, da jim ni bilo v interesu, da bi uspela arabska pomlad, ker jih je pač to ni zanimalo. Zanimalo jih je predvsem nekaj drugega. Za prihodnje cenzure in za barvno revolucijo, kako jo izvesti s pomočjo te aplikacije v ZDA in v drugih državah. No, to je pa že bolj zanimivo. Vsaj zame, ker uporaba Occamovega programa razkriva, da je verjetno, najverjetneje temu tako, kot smo sedaj povedali. Naletel sem tudi na Vadejevo pričevanje in on priča s svojimi dokazi in vse govori v prid temu, kar smo zdaj rekli. Izdelek, ki se imenuje WSGR, izdelek, to so prav pravniki, ki so tako izdelani. Jaz jim rečem, pravna fakulteta ima izdelke, teološka fakulteta ima izdelke, zdaj po novem medicinska fakulteta ima svoje izdelke, ker to niso več ljudje, ampak so izdelki. In pa osrednje vozlišče Alex McGillivray združujeta Obamovo in Bidenovo Belo hišo. McGillivray trenutno deluje kot tehnični direktor Bidenove Bele hiše. McGillivray je za svojega naslednika na Twitterju imenoval Gadeja iz pravne pisarne WSGR, pri čemer je Gate igral osrednjo vlogo. Pri izbrisu, pazite, Twitter računa takratnemu predsedniku Donaldu Trumpu in je igral osrednjo vlogo pri cenzuri z afero o prenosniku Hunterja Bidena. Naveze dodatno poslabšuje položaj Twitterja glede na načrtno angažiranost v barvnih revolucijah. To so tako imenovani vsi ti isti ljudje. Takratni predsednik Obama je v zgradbi United Nations rekel sledeče. Tu pa želim, da malo res prisluhnete. Združene države so podprle sile sprememb. To je ta ključni stavek, ki ga boste slišali v kontekstu kakšnem. Obama ni rekel za vse sodelujoče države, da podpira državne spremembe, temveč sile sprememb. Sile sprememb so pa vse kaj drugega kot spremembe v državah. Navajanje držav, kot jih je navajal skozi govor, je le kot napeljani navdih. Zato je imenoval države, da potem, ko je izrekel to besedo, da je človek o teh državah razmišljal, dejansko pa je nekaj čist drugega povedal. In to so, pazite, skrbno sestavljene izjave s posebno izbiro besed. Če se uporabi normalna človeška razsodnost, pozornost, ko sem to poslušal, nisem mogel govoriti, jaz sem to 7-8 krat sem poslušal, pa neverjetno. V tistem času tega ne bi mogel videti, niti razumeti. Danes pa to slišim, razumem in celo znam postaviti na svoje mesto. In njegovo poved lahko razumemo, da so sile sprememb digitalne in se nanašajo v prvi vrsti na Twitter. Poslušajte. Sparked what became known as the Arab Spring. Since then, the world has been captivated by the transformation that's taken place. The United States has supported the forces of change. The forces of change. The forces of change. The forces of change. We were inspired by the Tunisian protests that toppled the dictator because we recognized our own beliefs and the aspiration of men and women who took to the streets. Ste slišali? Sile sprememb so preko Twitterja ljudi pognale kam?
na cesto. Oni so to takrat testirali. V redu. Vse to se ujema z arabsko pomladjo, pri kateri se je namerno izvajal beta test Twitterja. In ne boste verjeli, ti isti ljudje, ki so izvajali takrat, so zdaj še bolj globoko postavljeni v Bidenovo administracijo, da služijo pri nadaljni izvedbi zavajanja, blokiranja, usmerjanja in nepotizma in izvajanja njihovega političnega programa v nadaljevanje. Pa kdo, dragi moji, pri zdravi pameti bi, ko to sliši, še naprej uporabljal Twitter? Ja, normalno, ves slovenski vrh. Vsi z našim glavnim Twitterašem, GG, vse politične stranke, vsa državna podjetja in seveda vsi posamezniki, vsi so pripeti gor. Kam jih lahko uvrstimo? Ali tega ne poznajo, ali ne vejo, ali pa jih Twitter programira. Evo, seveda tudi vsa državna podjetja in posamezniki, ki so se na ta vojaški stroj priključili in katerim Twitter pere možgane po dolgem in pere možgane počez, le da tega še ne vedo. Tudi jaz do pred kratkim tega nisem vedel. Lahko sem si mislil, slišal marsikaj, ampak nisem pa vedel, da je temu točno tako. Pa ne mislite, da je pri drugih socialnih omrežjih drugače, naprimer pri Facebooku, YouTube, Google in drugi. Kje pa? Samo da so drugi prijemi. Ok. Podjetje Twitter se sooča z neštetimi vprašanji, ki spadajo v pristojnost GATE, od zasebnosti do intelektualne lastnine. Tukaj se zanaša na svoje prejšnje izkušnje pri Twitterju, ko je vodila tudi njegovo mednarodno ekipo. Gospa GATE pravi, da je največji izziv šele v obzorju, ki ga pravni oddelek predeluje v globalno podjetje. Vi morate vedeti, da so najprej naredili lokalna pravila, zdaj pa je Twitter svetovna medmrežje in seveda odraža mednarodni doseg podjetja. In po stari praksi spet pravijo tako. Trdo delamo, da bi zaščitili naše uporabnike, da bi lahko govorili na naši platformi in jo uporabili za spreminjanje sveta ali za izražanje političnega nesoglasja ali karkoli že želijo narediti in zaradi tega smo tako ponosni, pravi GATE. To je članek iz pravne revije New York University School of Law. Zdaj, če bi jaz to še enkrat ponovil, lahko delate, kar hočete, lahko svobodno izražate politična nesoglasja ali karkoli želite narediti in zaradi tega so oni zelo ponosni, ker ljudje delajo, kar hočejo, razen tisti, ki so blokirani, vsi ostali pa dani v razne škatlice, zato da so potem naprej vodeni. To se prav vidi, ko nekdo govori o zaščiti in spoštovanju pravic ljudi, ki uporabljajo storitve, naj si bo Facebook, Google, Twitter, se ve, kaj v ozadju je, da je ravno obratno. Ni spoštovanja pravic, ni zaščite in da ljudi uporabljajo kot kanon futer. Gadejeva zaščita pred glasom in političnim nestrinjanjem je bila pa pika na i takratnega predsednika Trumpa in to je bil Gadejev srednji del njegovega brisanja Twitter računa. Kontekstualno danes po 10 letih ali več z gostovostjo sklepamo, da Gadejeve pripombe opisujejo tisto, kar smo prej slišali, sile sprememb, ki jih je tedanji predsednik Obama, kot ste slišali, navedel v zvezi z barvnimi revolucijami, njegovim sodelovanjem pri njih in z digitalnimi sredstvi, kot je platforma Twitter, ki take revolucije pravzaprav edina omogoča. Tukaj pa zdaj sem vam naslikal drugo poročilo, ki smo ga omenili že zgoraj in je razkritih še veliko več medsebojnih povezav, odnosov, ki v bistvu kažejo na utemeljitev ustreznosti zakona o izsiljevanju in korupcijskih praksah v tej situaciji v odnosu Twitterja. Obstaja pa tudi tako imenovano, bodite pozorni, velikonočno jajce mu rečejo, za tiste, ki želijo bolje razumeti,
je to kombinacija Elon Musk, Twitter. Vsi tisti, ki malo sledite, ste verjetno tudi zasledili, da je Elon Musk hotel kupiti Twittera, ne? In to zgolj zato, ne zato, ker je on zagovornik svobode govora, ampak zgolj zato, da zamažejo za sabo sledi. Sledi, ki so se začele kazati in odkrivati, tako kot pri koroni. To so zdaj stvari in če tukaj gremo na naslednji slajd, je razvidno, da je pravna pisarna WSGR 12. januarja 2022 izdala sporočilo za javnost s podrobnosti o svojem nasvetu o milijardi dolarjev vrednem kapitalskem poslu v povezavi financiranja serije D. Pravna pisarna Wilson Sonsini je svetovala Payments for Digital Economy na spletni strani checkout.com, ki je spletna platforma za obdelavo plačil. In po nasvetu pravne pisarne, ravno te, Wilson Sonsini, je Qatar Investment Authority predstavljen kot primarni vlagatelj. Qatar Investment Authority je financiral nakup Twitterja Elona Muska, ne vem, če Elon sploh kaj plača, vse on nima denarja, on denar dobi pa nekaj kupi in zdaj je on kupil. Vse tako gre pri teh ljudeh, zmeraj je nekdo drug odzad. Pravna pisarna pa je, kot smo že ugotovili, tista, ki zastopa Twitter pri vseh korporativnih razkritjih, kot je bilo že prej povedano. No, tukaj je pa Egon Durban, je bil že v prvem delu raziskave povezan s pomočjo Twitterjevega odbora Silver Lake Capital in WME, Talent and Literary Agency, in se križa z Arijem in Rahmom Emanuelom ter z Belo hišo Baracka Obame. Na naslednjem izražam vpliva nabor, ki obkroža kitajski prodor in vpliv na NBA. New York Post poroča, kako Durban in njegove vezi med Kitajsko in NBA prekrivajo in prekrivajo posel, ki je povezan Twitter Musk. Se pravi, se prikriva in prekriva. Naslednji slajd pa vam pokaže finančno ponudbo Elona Muska za nakup Twitterja z njegovo prvotno ceno 44 milijard dolarjev. Ponudbi je sledil premeteni manever člana uprave Twitterja, ki ima poleg velikega deleža v Twitterju tudi del New York Knicks and Rangers, pravijo viri iz časnika za The Post. Se pravi, on je naredil nek manever in je ceno malo spremenil, znižal, naredil malo zmede, vsi so že pristali, on se je pa pač tako znašel. Se pravi, Egon Durban, ustanovitelj in soizvršni direktor hedge sklada Silicon Valley Silver Lake Partners, ki ima v lasti približno 10% Knicks and Rangers, je zavzel trdo stališče v pogajanjih z Muskom, ko se je zdelo, da so vsi drugi direktorji pripravljeni skleniti pravno poravnavo tega pravnega zastoja in so povedali o tem viri, ki so bili takrat blizu zraven. No, če gremo naprej v branju te analize Edify, sem se spomnil, so bile pripombe o tem, da je bila arabska pomlad uporabljena kot testna oziroma preizkusna platforma za nadaljnji razvoj Twitterja in za nadaljne uvajanje orodij, ki so pripravljena za Twitter, za upravljanje množice družbenih medijev. Množice družbenih medijev. Se pravi, mi smo vsi upravljani s temi njihovimi orodji. Kdor se pač pripopa gor, je pač upravljan. Natačneje, če še malo bolj, gremo bolj globoko, kako sem razmišljal. Vprašam se, dragi moji, kakšne so možnosti, da takratni predsednik Obama ni naredil ničesar za promocijo in zagotovitev uspehe arabske pomladi, ker je bil njen resnični namen samo služiti kot programski beta test za uporabo platforme Twitter v prihodnjih aplikacijah za cenzuro svobode govora in za barvno revolucijo v ZDA. Slučajno vem, da so bili ravno takrat dogodki okoli arabske pomladi uporabljeni pač na isti način.
1 + 1 je pač 2, ko stvari povežeš. Če gremo naprej, obstaja nekaj ključnih stvari, ki jih morate razumeti, dragi moji prijatelji, o družbenih omrežjih na splošno in še posebej o Twitterju, o katerem danes govorimo. Večina ve, da so v bistvu vse te platforme v osnovi uporabljene kot orodje za zbiranje obveščevalnih podatkov. To je ena njihovih primarnih funkcij. Nekateri ljudje ne vedo, da imajo Twitter in nekatera druga družbena orodja, ki so kategorizirana za uporabo kibernetskega orožja. To kibernetsko orožje cilja na vedenje in mišljenje ljudi in skupin. Namešča pa kdo namešča taka orodja, komu je to v interesu? Industrija, nameščajo jih vlade, nameščajo jih nevladne organizacije, ki so seveda samo lutke vlad, nameščajo jih obveščevalne agencije, skratka, vsi in vsakdo, ki si lahko privošči, bom rekel, plačilo za takšno orodje ali pa dobi denar in takšno orodje nadomesti zaradi interesa tretje stranke. In najprej morate vedeti, da če uporabljate vaš mobilni telefon za komunikacijo, pač vaš telefon, v katerikoli regiji z več stolpi za mobilno telefonijo, je vašo natančno lokacijo čisto enostavno mogoče zlahka prepoznati s triangulacijo signala. In seveda je to mogoče povezati s satelitskimi slikami visoke ločljivosti. Če v takem okolju uporabljate orodje družbenih medijev, je to, kdo ste, kaj vas skrbi in kje, recimo v vesolju se nahajate, je to javna informacija. Javna informacija, ampak konec koncev je tudi ni mogoče zlahka ugotoviti. In tukaj se stvari postanejo posebej zanimive. Glejte, protesti arabske pomladi so bili vsekakor uporabljeni kot preizkusni zajčki za ta preizkus, da bi doterali to tehnično zmogljivost, ki jim je takrat še manjkala. In to so tudi naredili, tako da danes, kar se tega tiče, ni več noben problem. A vidite, ko ste na telefonu, gre za čustveno vsebino vaše komunikacije. Žalostne besede imajo drugačen zven, drugačno sestavo, vesele, drugačno spodbudne, drugačne, kritične, drugačno. Skratka, algoritmi vse to zaznajo, da ne boste mislili. V družabnih medijih se tako naša čustva abstrahirajo. Ne samo kaj tvitate, ampak tudi vaša čustva in moč teh občutkov. Preko svojih povezav pa ste lahko na zemljevidu v oblaku postavljeni silno različno. Lahko ste kot vplivnež, lahko ste kot izstopajoča oseba, lahko ste pa zgolj kot sledilec. Sveda, algoritem to ve in vas omreži v tisto strukturo, v katero spadate, znotraj vaše skupine omreženih povezav. In leta 2012 so naredili, se pravi, ta test, ustvarili so te zemljevide in to se je izkazalo kot silno uporabno za prepoznavanje tistih, ki oblikujejo vedenje frakcij ali množic, vključno s tem, kar smo že prej govorili z flash mob ali hitro mobilizacijo ljudi. Predvsem za to gre. Tiste posameznike, ki oblikujejo vedenje množic, recimo pri nas lahko se spomnite par takih, ki to so organizirali, našega Zlatkota, pa ne vem, še drugi Zlatkoti, taki, ki izstopajo na načine, ki jih želi organizacija, ki z maso ljudi z lahkoto manipulira in to želi povečati, je mogoče povečati z uporabo algoritmov družbenih medijev, da še naprej usmerjajo vedenje množice v isto želeno smer. Tiste, ki oblikujejo tako vedenje in tako vedenje v neželenih smerih, pa je mogoče zatreti. Zaradi zmožnosti geoprostorske lokacije, veste, lahko posameznike po želji tudi fizično ciljajo. Se pravi, vejo, na kateri strani ste, vejo, kdo ste, vejo, kje ste in z uporabo kinetičnih orožij ali pa drugih sredstev vas fizično naciljajo. S tem, da okolica tega sploh ne zazna. Posameznik se samo zgrudi. Ali pa je doma, pa mu postane slabo, ali pa zboli, ali pade po stopnicah, ali pa mogoče v reko. Bog ne daj.
Pomislite na napade brezpilotnih letal in decentralizirane oblake brezpilotnih letal. Ok, vem, da sem malo dolg, ste še tukaj. Ne mi zaspati, čist na koncu smo, sam še malo ostanite z mano. Ok, gremo s slajdom naprej. Algoritemske manipulacije, komunikacije, ki smo jim pred mnogimi, ki smo jih mnogi med nami opazili med krizo COVID-19, te blazne manipulacije, softverske reklame povsod. Če se spomnite, na Facebooku se je pojavil COVID, na mailu se je pojavil COVID, povsod tiste pasice se je pojavili. Pa to je bilo grozno gledati. To je prav posiljevanje, posilstvo je bilo, ampak to je le majhen del skupnih zmogljivosti kibernetskega orožja, programiranja, ki ga zmore Twitter in pa drugih komunikacijske platforme, če smem tako reči. Družabnih medijev, vse so še druge, še tu je TikTok, pa ne vem, Telegram, Facebook. No, gledajte, večjezične analitične zmožnosti so zdaj rutinsko uporabljene pri volitvah po vsem svetu, pri protestih in gibanjih, tipa tako imenovane v navednicah, seveda barvne revolucije. Sumim, da tudi v naših slovenskih nekaterih protestnih gibanjih v zadnjih nekaj letih, kar čemur smo lahko bili priče. Kot tudi za vsakdanje reklamne dejavnosti, kot je prodaja zdravil in seveda razvpitih, varnih in učinkovitih cepiv. Tehnologija, bomo rekli, cyber warfare, kibernetične vojne, je vrednostno in etično neutralna. Mogoče dobro to ponoviti. Kibernetična vojna je vrednostno in etično neutralna, zato ker nima čustev. Uporablja se lahko za izvajanje načrtov, ki se zdijo dobri ali slabi. Elektrika, internet, računalnik ne ve, algoritem ne ve, kaj je dobro, kaj je slabo. Dokler mu človek ne pove. Za izvajanje načrtov, ki se zdijo dobri ali slabi. Toda, dragi prijatelji, nalimo si čistega vina. Po mojem osebnem mnenju je vsaka in vsa ta naklepna in namerna manipulacija s človeškimi misli, s človeškimi čustvi, eno samo veliko zlo. Samo toliko, da vam bo jasno moje osebno stališče o tem. Prepričan sem, da sem se danes tudi odločil za to tematiko, da je moč opisane tehnologije, če jo uporabimo, da naredi znane abstraktne človeške koncepte, kot so dostojanstvo, morala, svoboda, suverenost, etika, individualna avtonomija, povsem zastarele stvari. In v praksi, kot se je do sedaj že pokazalo, ponavljam, so koncepti dostojanstvo, morala, svoboda, suverenost, etika, individualna avtonomija povsem neuporabne v primerjavi z novo tehnologijo. Morda se zdaj čudite ali pa vam bo jasno, zakaj so stvari takšne, kot so. Mi lahko še vedno govorimo o suverenosti, ampak ko pride situacija, ti ne pomaga. Lahko govorimo o etiki, lahko govorimo o svobodi, ampak je malo čudna. Lahko govorimo o dostojanstvu, ampak to ena žica tega ne razume. Sploh pa ne algoritem. Kot vidite tukaj, to so algoritmi, ki so se menjali skozi čas, in tako se to razvija. Jaz bi rekel takole, za tik pred koncem, za konec vas iskreno prosim, ne bodite naivni. Nič, ampak res, beseda nič, to pomeni vse od tega, kar vam pravijo in obljubljajo vlade, firme in kreatorji socialnih omrežij, ni pošteno. Zmeraj me odzadju neko računico. Nič od tega, na kar vas nagovarjajo, ni prav. Ne, nič od tega ni pravilno. Zato, ker je agenda, zato, ker ima svoj namen, vse gre v biznis. V bistvu je to zelo daleč od tega, kar smo mi iskreno mislili, da so na internetu sprejeta standardna pravila za naše zastonjsko sodelovanje v reprezentativni digitalni republiki, če smem tega tako imenovati.
pravila in družbena pogodbena razmerja med vlado in med vladami, med administrativno državo in svobodnimi državljani, ki naj bi vsem služila, so stara že stoletja. In vsa ta pravila svobodnega državljanstva in vladna administracija je za smeti proti temu, kar smo danes slišali. In samo v primeru zavezništva med ameriško vlado in vseh big tech ali velikih tehnoloških podjetij je to, veste, očitno kršitev že ameriške ustave in tudi vsakega človeškega dostojanstva in vsega. Je pa tudi sredstvo za pospeševanje totalitarnega nadzora ene politične skupine nad njihovimi političnimi nasprotniki. In ta rak rana, dragi moji, ni lokalna, temveč je globalna. Na vsakem koraku se pojavlja. Matijas Desmet ima prav, ko pravi, da akterji tretjih oseb, povezani z velikimi tehnologijami, zelo aktivno manipulirajo z informacijami in si zelo prizadevajo, aktivno manipulirajo oblikovati našo vsakdanjo misel in celotno vedenje ter nas spravijo v tako imenovano obliko množične hipnoze. To je to, kar smo že skupaj oblikovali in se čudili, kako je lahko toliko ljudi, rekli smo, slepih ali pa ne sliši, smo na koncu že kar ugotovili, da so res hipnotizirani. Ker se jim ne da nič dopovedati. Ne moreš ga zbuditi iz tega spanja. Množično hipnozo pa nadzirajo ravno skozi te stvari. Televizija, družbena omrežja, časopisi in vse to. In ti akterji, ti tretji akterji vključujejo, žal mi je, moram tako reči, Demokratsko stranko Združenih držav Amerike, Obamovo in še posebej Bidenovo administracijo, ki se širi po svetu, kot je širok internet. Ok, Edify mapping, to se pravi te povezave, razkriva obliko mrežnih odnosov, ki njim omogočajo in podpirajo to javno-zasebno partnerstvo. Ergo torej lahko rečemo, da je razmerje med temi akterji čisto po domače fašistično, korporativistično, dragi moji. In naše vedenje, naše vedenje, naši glasovalni in vplivni vzorci, naše nakupovalne navade, naše razmišljanje in sistemi prepričanj, vse to, kar mislimo, da delamo svobodno, ni res. Vse to je produkt, ki ga proizvaja to kibernetsko orožje, ki se zamaskira v podjetja. Včasih prijaznih, nemalokrat koristnih, pogosto nagajivih, privlačnih, družabnih medijev. Zato vam svetujem, bori se za svojo svobodo, kot si se boril za sekret papir. Evo, za danes pa velja, da si zapomnimo, vključno z menoj. Vsakič, ko komuniciramo s Twitterjem, napajamo njegov razvoj. Vsakič, ko se prijavimo v Twitter, napajamo ne samo njegov razvoj, krepimo njegova orodja za globoko strojno učenje ali AI, Artificial Intelligence. Zato sebi, tebi in vsej Sloveniji predlagam v dobro. Odjavimo se, pa ne samo iz Twitterja. Ali pa vsaj razumite in sprejmite dejstvo, da z vsakim tweetom, z vsakim messageem, kjerkoli že imate, pomagate graditi močnejšo kibernetsko orožje. Vi, vaše misli in vaše vedenje ste produkt in orožje v tej kibernetski vojni. To, da odjava iz aplikacije ni dovolj. Aplikacijo globalistov in psihopatov je potrebno izbrisati iz telefona in iz računalnika z razumevanjem, da Twitter in ostala orodja niso najprej poslovno orodje, temveč vojaški stroj in vi ste njegov naboj.